Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Gost današnjega športnega pogovora je predsednik nogometnega društva Idrija, Žan Menard, katerega prav lepo pozdravljam v studiu. Pozdravljeni. Pred kratkim se je zaključil jesenski del enotne Primorske nogometne lige, kjer že tretje leto zapored nastopa tudi članska ekipa nogometnega društva Idrija. Kako ste zadovoljni po jesenskem delu? Ja, z jesenskim delom smo tako srednje zadovoljni. Rezultatsko je bilo, rečemo temu, toplo-hladno. Imeli smo par zmag, par nesrečnih porazov, ampak nekako v splošnem bi rekel, da gradimo na teh igralcih, ki jih imamo. Pač nogomet v Idriji je dolga leta, rečemo temu, malo spal, vse kar se tiče članskega nogometa, tako da si je treba pustiti čas v čas in igralcem tudi čas, da se nogomet tudi v članskih selekcijah vrne nekako na tisto raven, na katero mislim, da idrijski nogomet tudi sodi. Omenili ste toplo-hladne predstave, dejansko ste, bom rekel, je ekipa proti višje uvrščenim ekipam ali visoko izgubljala ali pa tudi visoko zmagala. Kje je ta razlog? Ja, mislim, se tukaj, ko govorimo o tem nivoju nogometa, se pravi MNZ nivo oziroma rečemo temu četrta liga, je tako, da vse ekipe so zelo tam. Se pravi, ti lahko premagaš vsakega, pa pred vsak malo zgubiš, kar se nam prepogosto dogaja. Ne? Se tudi, če pomislimo čisto lansko jesen, smo tudi začeli precej, mogoče tako pod pričakovanji, izgubili smo prvo tekmo 5-0, pa se je potem stvar zelo izboljšala, v spomladanskem delu smo pa igrali odlično in bili celo neporaženi, oziroma mislim, da smo imeli en poraz. Tako da mi zdaj, tudi če smo na sredini lestvice, mi čisto verjamemo v trenutno ekipo in tudi mislimo, da se bo pomladi to obrnilo na boljše. Se pravi, z optimizmom vzrete v nadaljevanje sezone, dejansko ste po polovici na 6. mestu med 9 ekipami, medtem ko je zaostanek za prvo in drugo uvrščeno ekipo relativno visok, pa za tretjo uvrščeno zaostajate le 3 točke. Kaj je torej končni glavni cilj do konca sezone? Ja, zagotovo ciljamo vsaj na 3. mesto. Je pa tudi tako, da tudi prvo, drugo mesto se mogoče zdi zdaj zelo oddaljeno, ampak se je treba zavedati, da letošnja sezona je izredno dolga. Se pravi, čaka nas v celem prvenstvu 24 tekem, 27 krogov, tako da, ker smo letos šli na 3-krožni sistem, tako da se bo pol v spomladanskem delu tudi pokazalo, kdo ima mogoče malo več kondicije, pa malo več energije, pa tudi kdo ima mogoče ekipo mogoče malo bolj zrelo za kakšne napredke. Tako da mislim, da so napredovanje po lestvici, mi trdno verjamemo v to. Ste prav zaradi dosega tega cilja mogoče v upravi kluba sprejeli odločitev o spremembi na trenerskem mestu? Ja, mislim, sprememba na mestu glavnega trenerja članske ekipe je bila dosežena nekako čisto sporazumno. Mi smo na začetku sezone pripeljali trenerja Freliha nazaj. Mislim, da je prinesel veliko kakovostnega dela v samo moštvo. Je pa tako, da na tem neprofesionalnem nivoju štejejo, rečemo temu, neka celota, se pravi, ne samo nogometno znanje, ampak tudi kako se čist ujame garderoba, tako igralci med sabo, kot igralci s trenerjem. Tako da tukaj smo videli pol, glede na to, kakšni so bili rezultati in kakšen je bil nekak napredek, in tudi pol, ko smo se pogovorili z Borisom o njegovem videnju sezone, smo se čist sporazumno dogovorili, da mogoče ta nivo, ki ga on prenaša, še ni potreben, zdaj, ko govorimo o stanju trenutne ekipe. Trenerja Borisa Freliha bo v nadaljevanju sezone nadomestil Sašo Ogrič, ki je že vodil člansko ekipo. Tako, ja, Sašo vse te fante zelo dobro poznam, z njimi je tudi zelo dobro delal. Pred letošnjo sezono smo si mi nekako, glede na to, koliko dobro smo igrali v drugem delu lanske sezone, smo si nekako rekli, ok, dajmo zdaj še enega bolj izkušenega trenerja pripeljati, zato da bo člansko ekipo dvignil še eno stopničko višje. Tukaj bom čisto priznal, da mogoče smo kot uprava malo prehitevali dogodke, malo smo bili tudi mi v zanosu, tako kot igralci, in smo že kar videli, da zdaj naslednjo sezono gremo pa že kar na 3. ligo, ampak se je treba zavedati, koliko let
ni bilo videti sploh članskega nogometa in da smo šele zdaj postavljamo neke trdne temelje. In zdaj pa vsaka taka sprememba tekom sezone, pač kad smo bili letos primorani izvesti, je veliko lažje narediti, če lahko se pri tem nasloniš na nekoga, ki je že vpet v ta sistem. In Sašo je pač od začetka članske ekipe zraven, je tudi zelo pomemben del upravnega odbora v nogometnem društvu, tako da se nam zdi zelo primerno za to funkcijo. Tudi pred kratkim je zaključil še dodatno izobraževanje za UEFA B trenerja. Tako da, čeprav bo to izguba za nogometno šolo, zagotovo, ker to je bil tudi eden glavnih razlogov, da moramo mi to, kar prihaja zadaj, še dvigniti na dodatni nivo, da bomo mi nove igralce skozi leta ustvarjali. Smo tudi zato, da bo pač Saša na njegovem sedanjem mestu trenerja v 13 selekcije zamenjal Dario Koblar. Ko smo enkrat dobili to rešitev za to mesto, da pride tudi tja, da Saša zamenja en zelo kvaliteten trener, smo rekli, dobro, gremo v to s Sašom naprej v članski ekipi. Če sem prav razumel, so glavne ambicije društva vezane na napredovanje v 3. slovensko nogometno ligo. Kako vam kaže, bom rekel, so tudi temelji društva, bi to omogočali sodelovanje v višji ligi? Ja, se lih to. Pač članska ekipa je za klub izrednega pomena. Je pač tisti nekak glavni promotor športa, ki privablja tudi mlade, da se vključujejo v ta šport. Zdaj, če ti nimaš ob sobotah neke nogometne tekme, zdaj pa imaš ti vso povezavo, kaj imaš z nogometom, je pač Liga prvakov ali pa Kitajska po TV-ju, in te v bistvu nič ne vleče. Ne? In tukaj s tem, ko imamo mi člansko ekipo, mi dajemo tudi smisel vsemu delu, ki ga ima šola. Zdaj pa treba pri temu zavedati, da za nas je, ko gledamo kot klub, sta nogometna šola in pa članska ekipa enako pomembni. Ena brez druge pač ne funkcionira in tukaj, zaradi tega smo mi v zadnjih 2 letih toliko energije vložili v to, da nogometno šolo dvignemo nivo višji. Smo pač licencirali v bistvu 6 novih licenc, smo naredili v samo 2 letih, se pravi imamo zdaj 3 trenerje B, 4 trenerje C, se pravi UEFA C licence, in tudi število otrok se je v bistvu povečalo za več kot polovico. No. Tako da mi vemo, da moramo delati zadaj, smo v takem okolju, kot smo, v katerem pač mi ne moramo pobirati otrok pa graditi nekega kluba, tako si mogoče, ne vem, na Goriškem lahko prvošil, ki jih malo poberejo v vsakem klubu, ampak pač moramo bazirati na svojih in to je tudi članska ekipa, je pa potem rezultat dela, ki smo ga vlagali do takrat. Omenili ste delo z mlajšimi selekcijami, kako poteka, ste zadovoljni, je dovolj zanimanja strani otrok? Ja, zagotovo je zanimanja ne dovolj, ampak ga je zelo veliko. Rekel bom, da ga je preveč za trenutne prostorske pa infrastrukturne zmožnosti. Treba se je zavedati, da v Idri imamo zaradi čist geografskih omejitev ali pa okoljskih omejitev dejansko samo eno igrišče, ki je primerno za trening in to je pač glavni mestni stadion. In to se pač tudi pozna, da v letošnjem letu imamo mi 4-krat na teden 100 otrok na dan na tem igrišču, plus še tekme, kar je pač enormna obremenitev za trenutno infrastrukturo. Kar se tiče kadra, smo zdaj v bistvu nekako na temu, da ima vsaka selekcija po 2 trenerja, kar je bilo še 2 let nazaj v bistvu čist nepredstavljivo. Veliko vlagamo v samo izobraževanje, se pravi, in vsi trenerji se usposabljajo na nezasedljivih licenčnih seminarjih, pridobivajo nove licence, tako da delo z mladimi je v bistvu tisto, zaradi česar klub obstaja. Ne? Se v bistvu to je tisto, kar omogoča otrokom, da se sploh seznanijo s tem globalno najbolj pomembnim športom in da v bistvu tukaj naredijo neke tiste prve nogometne korake, mi jih pa potem probamo suportirati oziroma podpirati skozi celotni njihov razvoj. Omenili ste infrastrukturo, nedolgo nazaj je bilo prenove deležno pomožno igrišče z umetno travo, to kaj pripomore k vadbenim procesom? Ja, mislim, sploh zdaj v zimskem delu je pač to edina površina zunaj, na kateri se dejansko da trenirati. Zdaj, kot veste, glavni stadion je od sredine novembra pa do sredine marca
sonce tja ne posilje skoraj, tako da je ledeno in če bi v bistvu gor izvajali kakršnekoli aktivnosti, bi ga le še dodatno uničili. Tako da ta pomožna vadbena površina je primerna za določene aktivnosti, se je pa treba zavedati, da mi že ko tekmujemo z nasprotniki v tej goriški primorski regiji, je pač tako, da nekateri sploh ne grejo nikoli v dvorane, trenirajo zunaj celo leto in tudi naše mladinske selekcije, če primerjamo to mi z neko, kaj jaz vem, Vipavo ali pa boh ne dej s kom, kaj je še malo bliže morja, so pač otroci v Idriji 5 mesecev manj na travi. In so pač v dvorani in trenirajo pač nogomet, neke nogometne prvine, ki pa niso v bistvu take, kot se rabijo za velike nogomete, ki se igra zunaj. Tako da ja, zdaj, kar se tiče pa te nove umetne trave, pa zagotovo pač to znatno, tisto, kar je bilo prej, je bil tepih, je preživelo že kakšno poplavo ali dve, tako da zdaj, kar imamo vse tam neko novo površino. Infrastrukturno gledano, pa za, ne bom rekel za razvoj nogometa, ampak za obstoj nogometa rabimo v prvi fazi reflektorje, kar ne bi bil projekt v neki zaključni fazi, in pa bodisi umetno travo na glavnem igrišču, kar ni optimalno, ampak današnja kvaliteta umetne trave nekako to bi še nekako omogočala, oziroma veliko pomožno igrišče. Zdaj, ne vem pa, ena stvar je veliko dražja, se pravi umetna na glavnem igrišču, ta druga je pa manj izvedljiva iz prostorskega vidika. Ampak upanje ne izgubljate? Ja, upanje ne izgubljamo, sploh za reflektorje. Mislim, kar smo v komunikaciji z občino, to projekt je in ne bi bil realiziran v prihodnem letu. Tako da to bi rešilo vse to, da bi lahko trenirali malo dlje, zato ker zdaj se pač, ko pridemo enkrat mi tam, ko se ura spremeni oktobra, je pač treningov konc ob 4, se ne da več, zdaj pa vemo tudi, da trenerji imajo vsi službe, in da je zelo težko še stisniti kakšen trening na prostem. Bo mogoče k dodatni, bom rekel, odločanju ali pa, da bi to izboljšali, pripomoglo tudi to, da ima Idrija nogometnega reprezentanta Slovenije, ki igra vidno vlogo in tudi ena lepših zadolžitev, če se lahko tako izrazim, nogometnega društva Idrija letos je bila zagotovo priprava sprejema Adamu Gnezdu Čerinu v Idriji po uvrstitvi na Evropsko prvenstvo, katerega se je udeležilo res veliko Idrijčanov in Idrčank. Kako ste bili? Ja, mislim, seveda pač uvrstitev Slovenije na Euro je izjemen dosežek, ki bo tudi zelo pozitivno vplivalo na nogomet v celi Sloveniji in tudi v Idriji. Zdaj dejstvo, da ima pa Idrija reprezentanta, je pa nekaj tazga, kar si v bistvu sploh težko predstavljamo. Gre za najbolj množičen šport na svetu, v katerem je konkurenca neverjetna in da je pač Adam izvorno iz Idrije, s prve korake naredil v Idriji, pa sicer hmalu šel naprej v malo večje klube in se tam še izpopolnjeval. Ampak že samo to, da je nekdo iz Idrije prišel do tja, je to pač izjemen dosežek za njega osebno v prvi vrsti, zato ker pa za njegove starše, ki so ure in ure vložili v to, in so ga podpirali pri temu, ampak mi smo absolutno ponosni, zato ker daje tudi nek pokazatelj, da je to mogoče, tudi če infrastrukturno nisi mogoče na istem nivoju ali pa tudi če pogoji tako in drugače niso enaki. Tako da ja, sprejem pa je bil dejansko narejen od tega, da ga naredimo, ko smo dobili prvo informacijo okrog 9 zjutraj, da je mogoče Adam pride po sprejemu na Kongresnem trgu še v Idrijo, je ekipa, ki je bila ekipa iz kluba stopila v akcijo in do začer je bilo tam že cela množica ljudi, ki so ga pričakali s baklami in z vsem. Tako kot se te tudi spodobi. Ja, seveda. Mogoče velja omeniti, da imamo tudi druge uspešne nogometaše v zadnjem obdobju, Dario Kolovarič, potem Žiga Frelih je bil na dobri poti. Pa Gašper Tratnik, ki je prvi golman v Domžalah in še bi koga lahko dobil.
tudi v bistvu ne samo v prvih ligah ali pa v evropskih klubih, ampak tudi, ne vem, v drugi ligi jih imamo kar precej, tako da ne, idrski klub, jaz mislim, je dober klub, ima pa tako kot vsaka stvar še velik potencial. In tudi še ena stvar, mislim, da se je moramo zavedati, je, kakšen pomen imajo kolektivni športi za neko lokalno skupnost. Zdi se mi, da pogosto pozabljamo na to, da v bistvu, ko igra kakšna Hidrija ali pa ND Idrija, gremo vsi tja, pa vsi navijamo za Idrijo. Se pravi, se gradi nek občutek skupnosti, kar je, se mi zdi, zelo, zelo pomembno in tudi, dajmo reči, da mogoče danes mogoče malo manjka. Tako da tudi zaradi tega se mi zdi, da si ekipni športi, kot sta košarka, kot je nogomet, zasluži več podpore v lokalnem okolju, tako iz, rečemo temu, nekih javnih kanalov, kot tudi iz samega gospodarstva. Pač v bistvu nam cela Primorska, ki se pogovarjamo z drugimi klubi, zavida, rečemo temu, gospodarski bazen tukaj, ampak se pač ugotavljamo, žal še ne pozna to nekako na vlaganjih v lokalnem okolju, vse kar se tiče ekipnih športov. Ker podpora strani gledalcev, navijačev pa obstaja. Ja, seveda, mislim, to je prav zanimivo. Vsi vemo, kaj se zgodi vsakeč, ko igra košarkarska ekipa v Modri dvorani in tudi mislim, imamo mi najbolj obiskane tekme v naši ligi. Tako da to je zagotovo je nek tak gradnik, ali pa rečemo temu, družbeno kohezivno sredstvo. No? In jaz verjamem, da bo temu tudi v prihodnje tako. Zanima me še ob zaključku, ali vidite na obzoru mogoče kakšnega naslednika Adama Gnezda Čerina v Idriji? Mogoče malce provokativno, ampak... Ja, mislim, če že delamo v temu, moramo verjeti, da ja. Mi kot klub delamo vse na temu, da z mladimi danes delajo vedno boljši trenerji, vedno bolj izobraženi trenerji, da se jim zagotavlja čim boljše pogoje za delo. Tako da, mislim, ne bi mogel nobenega zdaj izpostaviti, ampak verjamem pa, da so tudi Adamovi nasledniki. Upam, da bomo tega dejansko naslednika tudi deležni enkrat v prihodnje. Vam, Žan Menard, pa najlepša hvala za obisk v našem studiu in pa obilo sreče na področju športa in tudi v zasebno. Dober, hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.